Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu je na otip kar nekaj zanimivih eksponatov, skozi katere lahko obiskovalci spoznavajo zgodovino. Konec lanskega leta pa so se odločili, da skozi otip in zvok še bolj približajo zgodovino pošte in telekomunikacij ne le videčim, temveč tudi slepim in slabovidnim. Najprej smo se lotili tega, katere točke v muzeju bi bile sploh primerne za to, da se jih prilagodimo. Veliko, kot sem že omenila, je muzej že predtem imel številne eksponate, ki smo se jih lahko dotaknili, lahko preizkusili. Tako da smo tiste v bistvu samo nadgradili s tem, da smo dali navodila zraven oziroma da smo pojasnili tiste eksponate v brajici. Veliko je interaktivov, se pravi točk, kjer se nekaj zgodi, kjer se pravi celotna pot vodi čez celoten muzej. To sta 2 nadstropji, 8 sob, ki so s pomočjo talnih oznak označeni. In 2 nogici sta recimo potem znak, da se tam na tisti točki nekaj zgodi. Veliko smo delali tudi na zvočnih posnetkih, tukaj imamo možnost poslušanja tudi recimo melodij poštnega roga, potem lahko poslušamo glasnika, ki razglasi razglas. Ena od stvari je recimo tudi tale tipna slika, ki je tukaj le pred mano, to je podoba prve slovenske znamke. Stereotipi o muzejih, kjer je vse na ogled le oddaleč, se že nekaj let podirajo. Vedno več kulturnih institucij prilagaja svoje vsebine osebam s posebnimi potrebami. Ta muzej telekomunikacije v Polhovem Gradcu je zanimiv tudi za videče, ker lahko pogledajo brajico, otipajo, poslušajo in vse te reči. To je bistveno. Otroci, ki pridejo danes v muzej, so vsi navdušeni, kakšna je ta pisava, razlagamo jim o brajici, tipajo stvari in absolutno je to doprinos k populaciji, kateri je namenjena, hkrati pa k vsem ostalim, ki pač se ozaveščamo o svetu okrog nas. Jaz ne ločim oblikovanja posebej za ljudi s posebnimi potrebami, ampak je to inkluzivno okolje. Če mi naredimo neko okolje, ki je prijetno, prilagojeno tudi gibalno oviranim, slepim, slabovidnim, gluhim, naglušnim, bodo vsi to dobro sprejeli. Tukaj gre za 2 ravni, najmanj za 2 ravni. Prvič je ta, da zadeve so več čutne. Če nek videč polnočuten otipa en kip, prav gotovo dobi eno informacijo več. Ne samo, da ga ogleda, prej si ga lahko samo ogledal, dotikati se ga pa ni smel. To se pravi, izgubil informacije o materialu, o toploti, o gladkoti. Na drugem nivoju imamo pa pravzaprav eno osveščanje. To se pravi, da so med nami tudi različni ljudje. Pasivni muzejski eksponati z različnimi prilagoditvami vedno bolj postajajo aktivni. Prek čutov in domišljije se vsi obiskovalci muzeja lahko spustijo v spoznavanje zgodovine. Muzej nameravamo v bodoče prilagoditi tudi gluhim in naglušnim obiskovalcem. In ravno se že porajajo neke ideje, tudi strani Naravoslovno-tehniške fakultete, kjer imajo res dobre profesorje in tudi študente, ki so pripravljeni delati v teh smereh.